47-letni Nikolaj Vogel se je za umetnost navdušil že kot otrok, ko je z družino potoval po Jugoslaviji in obiskoval muzeje. Oče je bil pesnik, mama je pela v pevskem zboru, sestra pa je obiskovala fakulteto za umetnostno zgodovino. Potem domov, potem tako, potem risanju, tu parmani in tega filma, rtauto. Kot trep enako. Tori, temrat, kot na likovni pevk. Tam tudi Leta. Je bila dobra tudi Leta. Vstati pa je to pojaz, dramat. Ko pa ona reče, kaj moramo redati. In tem potrebal, in tem televizor, ampak tam tudi Leta. Potem pa tem potasi prosil. Leta, to na dnevniki televiziji umrl španski slikar, Dali. Kdo je to? Je rekel, da je on bil velik slikar, španski. Kako to? Da nima tem to, prekiniti to. Tem pitov nekoga tega. To je nadrealizem. Ko je Nikolaju umrl oče, je bil to zanj šok, zato se je vrnil k risanju, da je ublažil bolečino in preživel težko obdobje. Leta 1993 je zaključil srednjo elektrotehniško šolo. Potem se je prijavil na enoletni večerni likovni tečaj, kar je bila predpriprava za sprejemni izpit na Akademiji za likovno umetnost. Od 100 prijavljenih je bilo izbranih samo 15 kandidatov, med katerimi je bil tudi on. Leta 2004 je magistriral. Rad ima sodobno umetnost. Njegovi vzorniki so španski slikar Salvador Dali, angleški slikar David Hockney in nemški slikar Gerhard Richter. Najraje slika bolj predmetno, prostorsko spopačeno perspektivo s pridihom abstraktnega, največ pa uporablja oljno tehniko risanja. Ja, najraje ritem naravo. Ne kot popolno kot branje, kot fotografija premara. To je malo spremenim. Tilika kompozicija. Drugače ne pa eno točko, ampak 5, 3 točko, malo popazim, pokrajina, tam tole. Ena je ravno, druga pa kor, popazim, da vsi gledalci lahko tudi vidi, da narava slika, kot pri tudi barve, največ delene barve. Različni toni, vedno temno, da barve delene naravno pomirja človeka. Da vidimo v svetu polno stresa, nemirna, da ti delene barve pa tudi naravo. Putanju je veliko ljudi, premalo kot je zunaj.
Leta 2005 je restavriral freske v stolnici svetega Nikolaja. Tam je dobil izkušnje in potrpežljivost, ki je pri sebi prej ni poznal. Doslej je imel 12 samostojnih razstav. Trenutno se pripravlja na novo razstavo, ki bo v Ljubljani. Avgusta 2018 je odprl podjetje. Telikami pa navdušil, da je trenutno nimam narodila. Ko telikam pa tam v galerijo, v prodajo. Tem odprl. Tem veliko prodajal. Da pa pripravljam ta razstave, da na razstavi upam, da bodo kupili. Težko povem trenutno, ali se da živeti samo od umetnosti, potrebuje imeti drugega vira dogodka. Leta 2015 je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije prvič ilustriral kretnje za knjigo Žiga špaget gre v širni svet. Prva knjiga. Žiga špaget gre v širni svet. Mi je najljubša. Tudi zadnja peta knjiga, David, ker je pripoveduje o Martovsu in drugim fandom, kako se pa komunicirata z znakovnim jezikom. Ta znakovni jezik, univerzalni jezik, se tujcem, ko govorijo v takšen jezik, te ne razumemo, kretna mimika pa lahko razumemo. Taka nova beseda. Rečem enokratno, ko pa to pravim, potem pa geniram na računalniku, geniram vse. Potem pa sestavim, ko biram, sestavim. Te pa morajo lektorice popravljala, pa te popravljala, pa preminjal na taj naprej. Zadnja knjiga. David, tem se odločil, da bom najprej redal samo roke. Da bo bolj enostavno paziti. Ko pa gre za mimiko, pa tam glavo, obrazi pa roke. Nikolaj je priznal, da bi mogoče, če ne bi bil gluh, živel drugače. To pa je res, da moja gluhota in otroštvo močno vplivalo na me. Sem delal preko slikanja, prosil moja občutja do življenja.
pa tudi moje opazovanje sveta. Kot umetnik imajo torej ta prihodnost je, da bi imel čim več ratal, da bi čim več ljudi videl moje dela. Če bomo vsi optimistični po svet boljši, to vam želim vse dobro. Čim več optimistično.